ki je v bistvu zelo vplival na Ljubljano, pa je bil seveda arhitekt Jože Plečnik. In če ste v Ljubljani, mislim, da se res morate znajti tudi v njegovi hiši, se pravi Plečnikovi hiši. Mene je res navdušila. Rada imam sicer umetnostno zgodovino in vse, kar sodi zraven, tudi take bolj sočne zgodbice, ki jih je naš vodnik kar stresal iz rokava. Ena stvar, ki mi je pa v bistvu res zelo všeč v Ljubljani, je pa ta, da se lahko v sam center mesta zapelješ in to kar supam. Zakaj bi hodil sploh na morje, če si pa lahko čist neki unikaten in greš po Ljubljanici in se mogoče ustaviš še na sladoledu na Tromostovju. Mislim, če pa to ni dober dan, pa ne vem, kaj je. Za vse, ki imate pa radi čebelice, pa lahko v botaničnem vrtu posadite tudi kakšno medeno rožico in tako poskrbite za to, da imajo čebelice tudi v Ljubljani, v našem glavnem mestu, dovolj hrane. Se sliši malce klišejsko, ampak če ste v naši prestolnici, morate tudi na Ljubljanski grad. Mogoče boste tukaj doživeli enih lepših sončnih zahodov. Nekaj kulture nikoli ne škodi, in mesto ima cel kup zanimivih muzejev, med drugim tudi mestni muzej. Se pa skriva še eno posebno presenečenje, in sicer kavarnica Stol, kjer se boste seznanili o kavi, različnih načinih predelave in kaj jo dela tisto najboljše in posebno. Se vam zdi, da je v mestu malo premalo aktivnosti, pa okolica ponuja en cel kup raznoraznih stvari in doživeti. No in mi se gremo zdaj potepati v podzemlje v rudnik Sitarjevec v Litiji. Če smo pa že v litijskem koncu, pa ne smemo mimo gradu Vogelšperk. Tukaj je prebival Vajka Valvazor, napisal je tukaj tudi Slavo Vojvodino Kranjsko. Pa še nasvet, pridite lačni, ker se v grajski restavraciji kuha tudi zelo dobro. Najprej nekaj adrenalina, potem pa ni lepšega kot relaksacija med krošnjo.